Tehnološke spremembe in digitalizacija je nekaj, s čimer imamo že današnji dan posla, kar se je tudi že bilo začelo, ne samo 5, ampak verjetno tudi ponekod v nekaterih naših podjetij tudi 10 let nazaj. Ta moment pa to predstavlja boom in zahteva drugačne reakcije na trgu dela. Sprašujemo se, ali so naši znani modeli pogodbe zaposlitvi za določen čas še godni za to, da pokrijejo vse te modele medsebojnega sodelovanja, ki so nastali zaradi gibanja tehnologije in njenega razvoja in digitalizacije. Zdi se mi krasen izziv za Gospodarsko zbornico, da smo mi ob enem in zbornica in delodajalska organizacija, ki naslavlja to problematiko, ki se dotika in uspešnih modelov že, to smo danes slišali, tudi na okrogli mizi oziroma na sami konferenci, in ki se dotika tudi tega, kako pa bo z sindikaliziranjem in na končni fazi socialnim dialogom spričo tega, da se glede na razvoj tehnologije zgleda obeta manjša sindikaliziranost. Odgovoriti bomo morali na marsikatera vprašanja, fajn je pa, da smo na nje pripravljeni že danes. In če o njih govorimo in iščemo rešitve, jih bomo tudi našli in jih bomo našli verjetno tudi prej skozi socialni dialog kot z nekimi državnimi predpisi. Raziskave kažejo, da zaradi digitalizacije bodo določena delovna mesta izginila ali pa bodo določena delovna opravila opravljali na mesto ljudi roboti, po drugi strani bojo nastajala nova delovna mesta. Digitalizacija pomeni, da se bo marsikatero delo lahko opravljalo nadaljavo, torej od doma. Vse to pa prinaša izzive z vidika, ali so obstoječi elementi delovnega razmerja še ustrezni, definicija delovnega razmerja, kako je z delovnim časom, kako je z odmori in počitki, kako je z nadzorom delodajalca, z njegovim posegom v neko informacijsko pa komunikacijsko zasebnost delavca. To so te aktualne teme. No, sam izjemno pozdravljam to konferenco, ki je na temo prihodnosti dela. Mislim, da je to tema, ki v Sloveniji na državni ravni posvečamo bistveno premalo pozornosti. Gre pa za vsebine, ki se tičejo tako delodajalcev kot delavcev. In se mi z tega vidika zdi prav, da na tovrstnem dogodku sodelujejo predstavniki obeh strani in da opozorijo, da je v prihodnosti seveda izjemnega pomena, na kakšen način se bodo delodajalci odzivali na spremembe in na kakšen način bodo v teh spremenjenih razmerah tudi delavcem zagotovljeni ustrezni pogoji dela, kako se bo zagotavljalo njihovo usposabljanje, pridobivanje kompetenc in pa tudi ustrezni pogoji za delo, vključno s plačilom in neka socialna varnost. Namreč prihodnost prinaša številne izzive tako na področju financiranja socialnih zavarovanj, samih načinov dela, proizvodne. Tehnologije seveda prinašajo spremembe in možnosti, ki so neslutene, in potrebno bo seveda kot paket to pogledati, tako da moje sporočilo je, da takšen dogodek, kot je današnji, bi moral biti sporočilo tistim, ki oblikujejo politike na državni ravni, da se je s temi spremembami potrebno soočiti takoj in pripraviti nek dolgoročen načrt glede tega, kar so številne druge države že storile.